Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Moja družina. Tokrat nas bo obiskal Aljoša Jerman Blažič, soustanovitelj podjetja Setce in član SBC. Prepričan je, da tehnologija ni le privilegij peščice, temveč orodje, ki lahko koristi prav vsakemu izmed vas. V podjetju Setce zato razvijajo rešitve, ki digitalne storitve približujejo ljudem in podjetjem na enostaven ter varen način. V naši oddaji se bomo dotaknili tudi vrednot, zaupanja, sodelovanja in odgovornosti, saj digitalni svet ni zgolj tehnologija, temveč tudi prostor, kjer gradimo odnose, varujemo prihodnost naših družin in krepimo povezanost med generacijami. Pridružite se nam, obeta se pogovor, ki združuje podjetništvo, tehnologijo in družinske vrednote. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moja družina. Tokratni gost je človek, ki združuje podjetniško drznost, tehnološko vizijo in iskreno željo, da bi digitalne rešitve postale dostopne vsem. Z nami bo Aljoša Jerman Blažič, soustanovitelj in direktor podjetja Setce ter aktiven član skupnosti SBC. Aljoša, dobrodošli v oddaji. Hvala. Podjetje Setce je danes vodilno na področju digitalnih transakcij in varnega elektronskega poslovanja. Njihove rešitve pa uporabljajo podjetja in institucije doma in v tujini. Aljoša poudarja, da tehnologija ne sme biti privilegij elite, temveč orodje, ki povezuje ljudi, podjetja in družine. Prav ta vizija ga je zaznamovala na njegovi poti, od raziskovalnega okolja na Inštitutu Jožef Štefan do podjetniškega sveta, kjer ustvarja mostove med znanostjo, gospodarstvom in vsakdanjim življenjem. V oddaji bomo spregovorili o tem, kako digitalna preobrazba vpliva na naše delo in življenje, kaj pomeni za prihodnost podjetij in družin, ter zakaj so vrednote, kot so zaupanje, sodelovanje in odgovornost tudi v tehnološkem svetu nepogrešljive. V oddaji Moja družina je prostor, kjer raziskujemo, kako sodobni izzivi vplivajo na medsebojne odnose, varnost in prihodnost naših otrok. Tokrat bomo skupaj z Aljošo pogledali, kako lahko tehnologija, če uporabljamo odgovorno, postane zaveznik naših družin in skupnosti. Aljoša, še enkrat pozdravljeni. Pravzaprav, s kakšne družine izhajate? Glede na to, da ste zelo v digitalnem svetu, je tudi v vašem družini bil pomen medijev, digitalizacije pomemben? Ja, seveda. Moja družina je bila, izhajali so iz tehnoloških, recimo, vode. Mama je bila, oziroma je še vedno raziskovalka, tudi iz Inštituta Štefan. Oče pa ja, on je pa začel relativno zgodaj, tudi je na Inštitutu Štefan delal na začetku, ampak en kratek čas, potem se je pa podal vse, kar je bilo povezano s telekomunikacijami. Takrat je bil še nek komitej za informiranje, to bi v našem času prevedel verjetno v Ministrstvo za digitalno preobrazbo. To bi še en drug sistem. V Jugoslaviji. Ja, seveda. No, in tudi potem je nadaljeval Iskratel, pa tako naprej, dokler ni prišel recimo do svojega lastnega podjetja Iskra računalniki. V svojem času je bilo to 5. največje podjetje za računalniške sisteme, ampak to je bilo, preprodajali so te mikroračunalnike in komunikacijsko opremo. Tako da je vedno smo bili bolj nekako tehnologija. Tehnologija je bila kar prisotna v mojem življenju že od začetka, tam 6. razreda, ZX Spectrum in podobne stvari. Ja, seveda, jaz sem še Spectrum generacija. Mislim, da so oziroma ta drug camp, ker smo bili Spectrum generacija, pa Commodore generacija. Jaz sem bil Spectrum. Pa so po moje kar generacija
generacija, ker tudi jaz sem bil Spektrum generacija, ja. Evo. Pa ko nalagaš igrice z pomočjo kaset in tako Ja, naprej, kasete ne. so bile, pa potem takrat še urejanje intelektualnih pravic v Jugoslaviji ni bilo še najbolj zgledno in so potem te igrice kar Radio Študent je to prenašal po zraku in potem, če si imel srečo in si ta signal dobro ujel, si imel potem vsak dan ali pa vsak teden novo igrico pripravljeno. Ja, drugi časi so bili. Mogoče še to, izhajate iz velike družine, manjša Ne, družina? manjša, ni velik presežek. Oče, mama sta tle bila, pa jaz pa brat. Kako potem pa kakšen pomen v vaši družini pa je bila v bistvu izobrazba, ne? Zdaj, kar rečemo tehnologija, vsaj jaz imam to v bistvu pol v glavi, inženir elektronike, računalništva, fakulteta in tako naprej, znanstveniški del. Kakšen pomen formalne izobrazbe sta vaša starša vam dajala, no, tako? Ja, kar je bil visok pomen, ne, tudi pričakovanja so bila zato dosti visoka. Mama je sploh profesorica, oče pa tudi inženir elektrotehnike. Tako da je bilo doma, je bilo kar, kako bi rekel, pričakovano je bilo, da smo se morali oprijeti knjig kar trdno. Kar ni bilo vedno najlažje, ne, ampak je bilo treba prehoditi to trdno pot, ne. In kako je potekala ta vaša formalna, bom rekel, pot izobrazbe? Ja, srednjo, viška gimnazija, potem pa telekomunikacije na fakulteti za elektrotehniko. Kar je pa zanimivo, vedno sem pa gojil eno zelo veliko simpatijo za ekonomijo, ker mene je tehnika sicer zanimala, ampak hkrati so me pa gospodarske, ekonomske teme, podjetniške teme, tudi sem se vedno zelo blizu s tem spogledoval in starši so sicer porivali bolj tehnične vode, ne. Moja glava je hotela iti bolj v ekonomske vode, ne, pristal sem pač na telekomunikacijah, kar sem jih oddelal. Potem sem pa nadaljeval magisterij na ekonomiji. Tako da sem vseeno pol probal malo pridobiti nekih ekonomskih znanosti. Kar zahtevna kombinacija, verjetno, ne? Mislim, zahtevna, zdaj, eno je bolj zahtevno kot drugo, pa nam povedal, katero, ne. Si vsak gledalec svoje ustvari, misli o tem. Ja, zahteven izziv je v tem, ne, ker če je glava tvoja zelo tehnično naravnana, je zelo težko neko mehko znanost, ker ekonomija ni glih mehka znanost, ampak vseeno je malo drugače, ne, druga pravila so, ne, če smo tam morali vse gledati skozi optiko fizike pa matematike, tam so potem še neke družboslovne filozofije, ki jih je treba noter upoštevati, ne, kako se pa organizacijske, ne, in za nekatere je bil to izziv, ne, mi smo imeli prav pri telekomunikacijah je bil predmet ekonomika ali nekaj takšnega, ker so nam ga pustili do zadnjega letnika, da smo ga lahko vlekli, ker je bil za velike je bil kar izziv, ne. Če se vrneva še malo na družino, katere vrednote bi pa izpostavili v vaši družini, da so bile pomembne znotraj vaše celice, da so vam jih želeli starši po domače vcepiti? Ja, zagotovo je znanje je bilo na zelo visokem mestu, pa delo, angažiranost. Vztrajnost. Ja, vztrajnost. Pa tudi odličnost. Ta je bila tudi, ne, aim for excellence. Taka, torej to nezaustavljivost in ta inercija, oziroma lahko jo rečejo tudi neka trmastost, samo ne z glavo skozi zid. A pa ste bili tako živ otrok ali ste bili? Ja, mene je zanimalo veliko, jaz sem bil že tako, spomnim kot otrok, imel sem to srečo, zelo veliko, da so takrat, da so mi starši omogočili, potovali so tudi, ne, že takrat dosti, mislim veliko, pa sem imel ogromno Lego kock. To je bila za mene taka izlet v deželo ustvarjanja. Jaz sem blazno ustvarjal mesta, železnice, smučišča, ribiške vasi, vse živo sem naredil. Tako da to je zmeraj brbutal meni v glavi, ne. In izgleda sem to ustvarjalnost pol odnesel tudi naprej. Kaj pa finance znotraj vaše družine? Ali ste se pogovarjali o tem? Kakšen odnos so imeli, bom rekel, starši do financ? So vas učili o financah tudi, še ko ste bili mlajši? Ja, seveda
sem bil deležen tudi tega, ne. Finance so bile pomembne, zdaj pa tako, ni pa, saj veste, če ste iz akademskega sveta, tam zdaj finance, mislim, ampak ni pa to nekaj izdatnega, ne, tam je šlo res za neko odličnost, akademske nazive, pozicioniranje, prepoznavnost, predajanje znanja, ne, pa ustvarjanje nekih novih stvari, ne. Tako da bil je balans med ravno zato mi je bila sem imel tako eno zelo zanimivo izkušnjo v življenju, ne, ker sem imel enega starša iz akademskih vod, čisto akademskih vod, pa drugega starša iz poslovnih vod, ne. In mi je bilo to taka zanimiva izkušnja gledati in eno in drugo, ne. Kaj vi ste pa nekako presek obeh ali kako? Mislim, ja, jaz sem tam začel, ampak me je zelo hitro zapustila ta želja, da bi, ni mi bila tako blizu, bolj priznam, da so me te podjetniške vode zanimale. Je pa res, da sem iz tam precej enih teh stvari črpal in to se danes tudi v poslovnem sistemu, za katerega delam, pozna noter, ne. Vedno smo se trudili biti napredni, pionirji, korak pred ostalimi, ogromno denarja namenjamo R&D-ju, ne, se pravi raziskavam in razvoju, in skušamo nekje voziti spredaj v tehnološkem smislu. Preden greva na prvo pavzo, ko gre kar hiter čas, me samo zanima, spet glede na to, da so vaši starši zelo velik pomen dali formalni izobrazbi, kaj pa neformalni izobrazbi? Kako so pa to balansirali? Kakšen pomen so dajali tudi neformalni izobrazbi? Mislim, izobrazba je bila pri nas doma, je imela enak pomen. Seveda, ne. Pri neformalni izobrazbi se predvsem učiš o tem, kako greš skozi svet, kaj se dogaja, vsaj tako sem jaz to dojemal, ne. Ja, to je bilo tudi kar na visokem mestu, čeprav formalna se mi zdi, da za odtenek je imela malo večjo težo, no. Super. Predlagam, da greva zdaj na en kratek predah. Dragi gledalci, drage gledalke, vabljeni, da se nama pridružite po predahu. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav poseben gost, Aljoša Jerman Blažič. Pa mogoče, če kar greva k vprašanjem, kako se je pa v družini pri vas vzpostavljal red in disciplina? Predstavljam si, da je bilo precej, bom rekel, se je vedel, kakšen je red in kakšne so pravila. Ja, to je zanimivo vprašanje. A so bili starši strogi ali ne? No, tudi to me zanima. Ja, en je bil bolj strog, drug je bil manj, ne, saj to je vedno, pogosto je to ena taka kombinacija. Ampak jaz sem bolj, sem bil kar, je bolj treba tudi včasih ukrepati, da so se misli zbrale nazaj, ne, pa da niso odtavale, pa da niso bili kakšni motilci, distraktirali mojo čas, ki bi ga mogel posvetiti učenju. Ampak nekako sem potem kasneje ugotovil, da je balans, če vseeno se potrudiš, ne, pa nekaj narediš, pa dostaviš neke rezultate, ne, da so potem starši zadovoljni in sem skozi ta nekak balans slovil, ne. In dokler so bili te rezultati, ne, se pravi, pri nas doma je bilo vedno to, da najbolj šteje ocene v šoli, to je bilo najbolj pomembno, potem nekaj časa ni bilo nič, pa so bile pa ostale stvari, ne. In dokler sem jaz dostavljal ustrezne ocene v šoli, ki so kazale na to, da bom končal šolo, da sem lahko na fakulteto vpisal, da bom končal fakulteto in tako naprej, pa je bil mir. Če pa ni, ni bilo več miru. Ampak se po mojem mnenju je to fair play v bistvu, ne? Med staršem pa med otrokom, ne? Če v bistvu veš, Ja, kot kaj otroci, je otrok, tvoja zadolžitev, kad danes, a sploh imajo otroci še te neke meje pa pričakovanja staršev jasno definirane, ne? ja, to je zdaj tako, ne, permisivna vzgoja, potem, ki je, mogoče permisivna vzgoja kot taka, mogoče z njo ni toliko zelo narobe, samo se je znašla v enem okolju, kjer mogoče noben ni pričakoval, ne, ker to, kar so danes, današnje generacije mlade, to, kako so bombardirane z nekimi impulzivnimi, mislim, močnimi impulzi, z vsebinami, to je postalo, to vprašanje, če permisivna vzgoja je tista, ki lahko to kroti sploh.
Ja, res je, pred 20 leti, 30 tega ni bilo. No? Tega ni bilo, ne? Nismo imeli tako, ni bilo tako zelo enostavno dostopno vsebine dobiti na vsakem vogalu. Drugače Ja. se. In tudi direktno tako na možgane niso vplivali. Ne? Ja. Prehajava na digitalizacijo, ne, s katero se ukvarjate. Kako se je začela vaša poslovna pot? Ja, to je tudi zanimivo vprašanje. Kako se je začelo? Ko sem videl to priložnost, ne, da lahko nekam se podam izven teh akademskih vod, je bil ustanovljen tehnološki center, ki je bil predhodnik sedanjega podjetja. In tam smo se že bolj začeli ukvarjati z nekimi aplikativnimi raziskavami, začeli to gravitirati proti razvoju, ne. Potem sem pa jaz osebno zastavil en program pa razvoj tega poslovnega sistema in prišlo je nekaj zelo kompetentnih ljudi, sem uspel pritegniti in smo potem nadaljevali. Sprav, vaš glavni produkt je digitalno podpisovanje, ne? Danes ja. WetterSign, če se WetterSign je naš flagship produkt, kakor se temu reče, ustvarja 70% prometa za podjetje. Zelo dolgo pot smo morali tule prehoditi, da smo do tega prišli, zahvaljujoč vsem sodelavcem, ne, ki so zraven prispevali pri temu. In danes je to produkt, ki je postal nek sinonim za elektronsko podpisovanje, ne samo v Sloveniji, ampak v tej regiji. Kaj pa vas je vodilo v bistvu? Ker se srečujemo z digitalizacijo, imamo pač različne generacije, ne? Starejše generacije imajo večje izzive, mlajše prej sprejemajo stvari. A ste občutili te razlike v dojemanju digitalizacije? Ali je vas ravno to vodilo digitalno podpisovanje k poenostavitvi za vse generacije? Ja, to je zanimivo vprašanje, mislim, zelo dobro vprašanje. Jaz sem relativno zgodaj začel precej razmišljati o tem, kaj imamo več aspektov, na katera gledamo, ne. In zdaj tehnologija kot taka sama po sebi prinaša zelo veliko dodano vrednost človeštvu na splošno. Ampak tehnologija je toliko uporabna, kot je uporabniku prijazna. In zdaj ta balans, ne, to je tisto, kar sem jaz poizkušal skupaj s sodelavci poiskati, kako narediti tehnologije, ki so drugače, ki se moramo zavedati, da elektronsko podpisovanje kot tako je po sami osnovi je koncept razmišljanja o tem, da se bom nenadoma pa zdaj znebil papirja, no se drugače, ampak mi, ko smo začeli pred 15 leti, je bilo to vseeno, vzorci miselni so bili malo bolj arhaični od današnjih in takrat je ni bilo tako enostavno nekoga prepričati, zdaj pa papirja ne boš več imel, ampak boš imel samo še elektronski format. In edini način, da smo lahko nekoga prepričali, je to, da smo mu pokazali uporabno vrednost. In to smo se tukaj smo se tudi v resnici distancirali od drugih ponudnikov in to je bilo v resnici to, kar nas je vodilo do odličnosti pa do te pozicije, v kateri smo se danes znašli kot daleč največji ponudnik. Pa me zanima v bistvu, kako gledate zdaj na ta današnji digitalni čas. Bom povedal mojo izkušnjo. Pred parimi dnevi sem bil v enem podjetju, logičen, pač vsako delovno mesto ima svoj računalnik, ne? Ampak kljub vsemu je ogromno papirja bilo tudi zraven, ne? Se pravi, a nam je res digitalizacija prinesla, ne vem, manj dela, manj papirja, a nam je v bistvu samo še to povečala, ker smo s tem sicer ratali bolj produktivni, ampak tudi bolj obremenjeni. In kam pelje ta pot? V kaj, ne? Tako. Zdaj, a smo zmanjšali količino papirja ali ne, lahko dam samo eno anekdoto. Ena izmed prvih naših strank, ki se je lotila elektronskega podpisovanja, je bil takratni Simobil, danes A1. Oni so že leta 2010 so javno objavili, da so na leto prihranili 16 ton papirja, zaradi tega, ker so ga eliminirali iz tako imenovanih customer facing procesov, torej procesi tisti, ki potekajo v A1 trgovinah, ko je treba skleniti pogodbo in tako naprej.
Ko smo šli to preračunavati, to je tako drugače 330, 340 dreves, to je že en lep gost smo prihranili. Prav, da dejansko se je ta, ne, zdaj eni, mislim, večje podjetja, učinek je bistveno večji. Mislim, če pa kje ostajajo papirje, pa to dobro za nas pomeni, da še nekaj ostaja za podelati, ne, tako da Super. ne zmanjka. Se pravi, da so praktični primeri, ker dejansko lahko v svoj proces zmanjšaš oziroma izničiš praktično. Ja, ne bi investirali podjetja v to. S tem, da se je malo, to se je tudi spremenilo zdaj, včasih je bilo res to gledano optika na to, a jaz upeljem elektronske procese, je bila bolj v kontekstu, a sem zdaj s tem prihranil nekaj, kakšno optimizacijo sem dosegel, s tem smo se veliko ukvarjali. Danes pa ni več tako. Danes je pa to, a sem lahko še sploh konkurenčen, če moj proces ni narejen v elektronski obliki. A je bil kdo v vaši družini oziroma v okolici, ki je imel velik pomen oziroma vpliv na vaši poslovni poti, poleg staršev seveda? Še dodatno? Kaj je vplival na seveda sem poslovno kariero? Bil je stric, on je Čedo Jakovljević, on je vodil eno zelo uspešno podjetje Infotehna, vrsto let, ravno na področju digitalizacije procesov, ampak specifično za farmacijo. Tako da on je bil en tak tudi vzor, pa tudi, da sem ga cukal za rokav, pa da mi je dajal kakšne nasvete. Se najde tako. Ja. Kakšen iz podjetniških vod, če mogoče, ali pa šolskih vod? Tako da bi bil nekoga specifično iz šolskih vod, se ne spomnim. Iz podjetniških, ja, so številni, so številni, ki jih jaz kot tako občudujem za specifične dosežke, pa specifične stvari, ne. Zdaj, da bi nekdo bil en sam, težko, ne. Ampak so določeni odlični podjetniki v Sloveniji, ki jih lahko res sem občudoval, kaj so naredili s svojim podjetjem. Vse, poznate, Matjaž Čadež, Boscarol, vsi Akrapovič, ne nazadnje, ki jih poznamo. Je pa res to, je pa cel kup še enih drugih podjetnikov, kjer pa niso tako medijsko izpostavljeni, pa imajo odlične rezultate za sabo. So vrhunski, ne? Ja. A so bili kakšni posebni izzivi, ki ste se z njimi srečevali na vaši poslovni poti? Vedno so izzivi. Vedno so izzivi. Različni. Največji izzivi so v tem, so odločitve. Ali sem se pravilno odločil. In prevzemanje odgovornosti. Ja, in prevzemanje odgovornosti s tem. Pa imate? Gledam neko retrospektivo za nazaj, ne, kdaj so bile odločitve prave, kdaj niso bile prave. In podjetniška uspešnost je za mene osebno samo odvisna od dveh stvari. Kakšne odločitve delaš, pa kakšna je platforma, ki te pri tem podpira. Infrastruktura, a imaš ustrezno, ne, če pečeš piškote, a imaš dobro pekarno. Če delaš storitve, ki so intelektualne, to, kar mi, a imamo dobre sodelavce, kompetentne sodelavce za to. Nekje sem slišal, da ni uspešen tisti, ki sprejme največ dobrih odločitev, ampak da je uspešen tisti, ki sprejme najmanj slabih. Ja, lahko bi tako rekel. No, pa še ena stvar je zelo pomembna, je obvladovanje tveganj. S tem se ljudje na višjih pozicijah se v bistvu največ s tem ukvarjamo, ne. Vsaka odločitev mora imeti vedno, tle so taka tveganja, to gre lahko vse narobe, ne, in potem moraš pač tehtati. Zdaj, pravilno tehtanje je pa v bistvu je tisto, če se pravilno odločiš, potem lahko dosežeš uspeh ali ne. S tem, da pri tem je zelo pomembno, jaz se držim tudi tega načela, tako kot je povedal ta znan voznik Indycara, Mario Ardeti, je rekel, if everything is under control, then you're not driving fast enough. Ja. In to je res. Prav, vedno je treba nekje v zakup vzeti to, da gre lahko kakšna stvar narobe. Zdaj, v naši sploh industriji, ne, mi smo zdaj v software as a service industriji, je pa to še toliko bolj postalo intenzivno, oziroma v digitalni industriji na splošno. Move fast, even if you break things along the way, je tisti moto, ko se ga moramo držati, ne. In to je, te odločitve so najbolj taka
Zahtevna delikatna stvar. zadeva. Ja, najbolj zahtevna stvar. Ne. Čas hitro teče. Predlagam, da gremo še na en kratek odmor in vrnemo se takoj zatem. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj. Z nami je prav poseben gost, Aljoša Jerman Blažič. Mogoče, če se zdaj dotakneva še malo bolj osebnih tem spet, kako pomembna je za vas podpora družine pri delu? Seveda, zato je zelo pomembna stvar. Zdaj pri meni je še malo posebna situacija, ne, zato, ker je tudi moja žena in solastnica in sodirektorica. Sicer spoznala sva se znotraj podjetja, ona je prišla delati in je ona tudi levi delež ima svojih zaslug. Seveda to terja tudi nek določen davek, ne, ker potem je zelo težko najti tisti, kje bo pa zdaj razrezala to, službo pa tole in potem se prelivajo tele službene teme kdaj v dom, ker lahko tudi ne bilo treba. Ampak ja, s tem gremo. Da se, če se hoče. Je pa seveda, to je pa na drugi strani, je pa to tudi neka taka pozitiven pojav zaradi tega, ker razume, zakaj gre, kaj delamo, kje so obremenitve, kje so skrbi. Včasih lahko prideš domov, pa imaš neko skrb, ki je težko nekdo razumel. In kaj vas trenutno najbolj motivira v vašem delu? V delu? Ja, to je pa dobro vprašanje. Jaz verjamem v odličnost. Vedno sem gledam, tudi na podjetje ne gledam kot podjetje, ampak poslovni sistem, za katerega skrbim. Ker sem pač odgovorna oseba, tudi po slovenskem pravnem redu, za mene odgovorna oseba mora skrbeti za poslovni sistem. In jaz temu poslovnemu sistemu želim vse najboljše. Zanimiv pogled. Ja, želim to, da najprej da obstane, pa da prosperira. In to je, in ko vidim, da lahko jaz s svojim delom, pa svojimi odločitvami pripomorem k temu, da se sistem krepi, postaja močnejši, postaja večji, postaja bolj stabilen, bolj robusten, to je tisto, kar je nek moja motivacija za to, da pridem lahko vsak dan v pisarno. A bi lahko to rekli, da je tudi vaš cilj za prihodnost v podjetništvu? Je v podjetništvu, ampak osebno mislim, da bom prišel počasi do točke, ko bom želel to znanje predajati. Operativa kot taka ni, za mene to morajo mladi prevzeti. Oni so hitrejši, njihova tale fluidna inteligenca je boljša od moje, jaz jim lahko kristalno podajam in takrat želim že ta pravi trenutek se zavedati, kdaj se v tem trenutku, v tem situaciji znajdem, da lahko prestopim bolj v vode nekega mentorja, predajanja znanja, usmerjanja, nadziranja naprej. Prej ste se pogovarjala o vrednotah, ki jih je imela vaša družina, vaši starši. Katere vrednote pa vas vodijo zdaj v vašem družinskem krogu, pa katere vrednote bi želeli mladim oziroma vašim otrokom prenesti naprej? Ravno ta odličnost je zagotovo ena izmed pomembnih vrednot, ker se mi zdi, da ne moramo nekih presežkov delati ali pa nekega preboja, če ne razumemo odličnost. Druga vrednota, taka meni zelo pomembna, ki jo zelo intenzivno tudi notri v podjetje poribam oziroma pričakujem od sodelavcev, da se držijo, je tako imenovan out of the box thinking. Vedno je treba razmišljati z odprto glavo, ker tudi če je nekdo pred tabo nekaj naredil, ni nujno, da je to najboljše, vedno obstaja neka druga manifestacija produkta ali storitve ali kakorkoli. Z različnih perspektiv in tudi, če pogledam tako okoli sebe, so vsa podjetja, ki so razmišljala na drugačen način, so uspevala. Imate od slovenskih podjetij, prej sva rekla Ivo Boscarol, on se je odločil v danem trenutku električna letala razvijati. To je
To je bilo zelo nepredstavljivo. Ne, nepredstavljivo. Ne. Do največjih. Apple je vedno prihajal ven z nekimi inovativnimi out-of-the-box iTunes, ne, ki je bil predhodnik teh pretočnih storitev, kjer si lahko namesto, da si kupoval te CD-je, si kupoval posamezno skladbo na eno napravo. Ne. To je bilo tako drugačno razmišljanje. In to je tisto, kar se mi zdi, s čimer lahko delamo res neke preboje naprej. Kaj pa mladi, ki šele stopajo na poslovno pot, ne? Katere ključne lekcije mogoče bi jim želeli predati? Ja. Ena izmed ključnih lekcij je ravno odličnost, aim for excellence. Nikoli z rezultatom svojim dosežkom moraš biti zadovoljen, vedno, ker je to gonilo. Ampak moraš se pa zavedati, da nad tem rezultatom obstaja naslednji rezultat. To je ena lekcija. Druga lekcija je povezana s tem, kaj je razlika med zmagovalcem in profesionalnim športnikom. Profesionalnih športnikov je več, zmagovalcev vedno samo en. Detajli. Detajli vedno štejejo. In ta tretja lekcija, ki bi jo predal, je: poiščite si mentorja. Takrat, ko sem se jaz loteval podjetništva, je to bilo tega relativno malo. Danes je to že malo več, zaradi tega, ker so ljudje, ki so prehodili eno zelo kakovostno podjetniško pot, samo treba se obrniti in so odličen vir informacij po usmerjanju. A pa so starejši, vi ste sicer rekli, ja, ne, ste pripravljeni v bistvu to znanje predajati. A je to v bistvu, a je lahko dobiti mentorja ali ga je težko dobiti? Jaz mislim, da ga danes ni več tako težko dobiti. Mislim, bolj je vprašanje tako, ne obstaja univerzalen mentor. Mentorjev imaš lahko več za vsako stvar, nekaj posebnega. Ne. Pa zelo to pomaga, no, da je mentor, da se skozi mentorjem odkrivamo neke nove dimenzije posla, nove možnosti. Oziroma tudi skrajšuješ čas učenja, ne, praktično lahko zelo bolj produktiven si. Ja, zakaj bi hodil po eni poti, ko je nekdo že prehodil, pa je vmes ne vem kolikokrat padel, pa koliko zob si je polomil, če ti lahko vnaprej pove. Ja, ne more ti vse, ne, zaradi tega, ker vsak gradi svojo pot. Moja pot bo vsem drugačna, jaz imam lahko neskončno število mentorjev, ampak jaz si moram svojo pot izbrati. In po tej poti bom zagotovo padel, če mi bo pa nekdo vnaprej že povedal, kje lahko pazim, bojo pa te padci, manj jih bo, pa ne bojo tako hudi. Ja, manj bolel, ne? Ja. Glede na to, da delujete v digitalnem, bom rekel, spektru ali pa sektorju, a še kaj berete klasične knjige? Seveda, kakšne preberem. Ja, da ni digitalno, tako mislim, ne? Se pravi, da vzamemo na roke. papirju, tako, ja. Knjige kot take ne, sem pa zelo velik fan, strokovne revije berem. Okay. Economist Time pa tako naprej in to imam še vedno najrajš paper copy. Ker je kratko in jedrnato na določeno. Vmesnik je drugačen, zaradi tega, ker hitro preskakuješ, pa lahko za več listov mislim, ne vem, tako pa vzameš pa ob čaju ali pa ne vem, nekje se usedeš, prebereš, greš nekam na morje, pa imaš v torbi, pa vzameš ven. Tako je, ne. Je pa res, da pa vedno več dajem, pa uporabljam pa pač elektronske knjige, ker imam tam lahko na eni več stvari gor spravljenih. Bistveno, celo knjižnico, ne? Ja. Potrošništvo, digitalizacija vpliva na potrošništvo, oziroma kje menite, da bomo čez 10-20 let? A bo res tako, kot pravimo, imeli očala, pa sam pomislil, že videl, tle gor napisan, boš kupil stvari z mislimi. A gremo res v tako smer? Mislim, to so dve različne stvari. Eno je to, kako bo potrošništvo izgledalo. Potrošništvo bo izgledalo samo to, da bo ta informacija, ki stimulira naše nakupovalne navade, da bo samo še bolj prodirala v naš če tako rečeva, ne. Še bolj nas bo to odnašalo, ne. Dovolj bo, da vse to se že danes dogaja. En iskalni niz vpišem, pa potem me sledijo, ne vem, kdo vsi tile iskalci, še ne vem koliko časa, na vsaki spletni strani najdem iste, ne vem, konfekcijske artikle, ki sem si jih, ne vem, 2 tedna prej pogledal, ali pa destinacijo, kamor hočem iti, pa sem se samo pozanimal, ne. Napišem Bali, pa me bo spremljalo to še 2 meseca. To se bo zgodilo. Zdaj, drugo je pa seveda ta vmesnik, ne, a bojo to očala. Očala bojo zagotovo prišla, mislim,
Saj iščemo, ne. Saj to je naš največji izziv, ne. Če tako pogledamo z informacijskimi sistemi, mi danes še vedno, malo se je že spremenilo, ampak še vedno tipkamo. Ja. Ne, to je počasno, naše misli so bistveno hitrejše od tega. Zdaj je pač ta izziv, kako lahko te misli pohitrimo. Ne? In besede kot take, pa črke, to je arhaična zadeva. Mislim, rabimo, je to bilo, ampak to je staro. Skladišča hitrosti. Skladišča hitrosti. Ja. Se pravi, čaka nas zanimiva prihodnost, povezana z digitalizacijo. Bo kar, mislim, tukaj se bo veliko enih stvari zgodilo pa spremenilo. Torej, edina stalni... Že z AI-jem smo zdaj šli v eno čist drugo dimenzijo. To je zdaj, se že tukaj vidimo. Ne? To je, jaz sem vedno govoril, ne, pri AI. AI ni tisti, ki bo službe nam oduzel. To se ne bo zgodilo. Vprašanje je to, a smo lahko brez AI-ja sploh konkurenčni. Ne? Se pravi, bolj je izziv to, kako to uporabljati na ta prav način, ne se pa ukvarjati s tem. Ja, neke službe bo izginilo, prevajalske agencije. Bojo pa nove prišle. Ja, bojo pa neke druge prišle. Ne? Super, zelo zanimiv pogovor. Ugotavljam, da v bistvu še zmeraj edina stalnica bo sprememba in je že sprememba. Moramo se naučiti biti prilagodljivi in pa pozitivno gledati v življenje. Najlepša hvala za pogovor. Spoštovani gledalci, s tem zaključujemo današnjo oddajo Moja družina z našim gostom Aljoša Jerman Blažič, ki nam je omogočil pogled v svoje življenje, delo, vizijo za prihodnost. Hvala, da ste bili z nami in da ste delili vaše izkušnje. Hvala tudi vam. Upamo, da ste uživali v pogovoru, drage gledalke, dragi gledalci, in da ste dobili koristne informacije. Ne pozabite nas spremljati tudi prihodnjič, ko bomo gostili nove in zanimive goste. Do takrat pa lep pozdrav.